pozdravljam Toni Pugel, direktor Aleje, direktor SES Slovenija, magister Marko Sil, generalni direktor SES in gospod župan, mestna občina Ljubljana, Zoran Janković. Najprej besedo predajam gospodu Toniju Pugel. Lepo prosim. Lepo pozdravljeni v mojem imenu in dobrodošli v Aleji, najsodobnejšem nakupovalnem središču v Sloveniji. Središče, ki ponuja tako nakupovanje v dveh nadstropjih, kot poseben del tega nadstropja, kjer se nahajamo, se pravi tako imenovani Aleja Sky, ki združuje gostinsko ponudbo, združuje športne aktivnosti in prostočasne aktivnosti. Ta center je eden izmed centrov, ki je imel res zgodbo, ki je trajala leta in leta in smo šli čez vse prepreke, ki obstajajo, tako da je naša vztrajnost in volja pokazala, da na koncu, če imaš pravi projekt, in to smo pripričani, to nam dokazujejo tudi že prvi rezultati, da center, da obiskovalci te prvi, kot veste, smo odprli 8.5. prvih 20 trgovin, sprejemajo center in so navdušeni, ko pridejo noter, ko vidijo arhitekturo tega centra, ko vidijo materiale, ki smo jih ugradili, da je to neka nova zgodba. SES je eden izmed glavnih igralcev pri vodenju in upravljanju velikih nakupovalnih središč, tako v Sloveniji kot Avstriji smo vodilni na tem področju. Prav tako pa smo v preteklosti za našo arhitekturo, za prometne rešitve, ki jih izvajamo in s tem povezane stvari, dobili že marsikatero svetovno nagrado. Aleja je objekt, ki se nahaja v 5 nadstropjih, imamo 2 kletni etaži, imamo 2 etaži nakupovanja in pa zgornjo etažo Aleja Sky, ki ponuja skupek celotne kulinarike, ki jo je moč dobiti in pa prostor za sprostitev. Poudaril bi tudi to, da ves čas trajanja krize so naša nakupovalna središča obratovala in da varnost v naših nakupovalnih središčih postajamo higijeno na visoko mero. Tako imamo razkuževalnike postavljene na vseh mestih, kjer prihajajo do različnih točk, kot so dvigala, kot so vstop v center, kot so tekoče stopnice. Prav tako imamo zagotovljen pih 100% svežega zraka iz zunaj in velike prostore, kjer je mogoče zagotavljati razdaljo oziroma distanco 1,5 metra. To bi bilo zdaj za začetek iz moje strani, pa predajam besedo naprej. Hvala. Hvala lepa. Bi prosila za besedo generalnega direktorja SES-a magistra Marka Sil. Lepo prosim. Dober Dan. Ich muss leider auf Deutsch sprechen, ich bin nicht der slowenischen Sprache mächtig. Es freut mich sehr, dass ich Sie heute hier begrüßen kann. Es gibt den Spruch im Deutschen, eine schwere Geburt bringt die schönsten Kinder. Das trifft hier sicher einen gewissen Form zu. Wir eröffnen in diesen Tagen das neueste Shoppingcenter in Europa. Es gibt zurzeit keine weiteren Eröffnungen eines vollkommen neuen Shoppingcenters. Und wenn wir uns jetzt hier treffen, dann ist es etwas Besonderes. Wir haben unsere Eröffnung eigentlich an einem Tag vorgesehen, wo Covid-19 eingetreten ist, und heute haben wir mit etwas Sonnenschein gerechnet. Aber in Wirklichkeit ist heute ein wunderbarer Tag zu shoppen. Es ist etwas bedeckt und das soll ein gutes Omen für unser Shoppingcenter sein. Ich darf Ihnen am Beginn ein bisschen etwas zur SES Spar European Shopping Centers erklären. Wir sind ein Unternehmen, das die Schwester des Lebensmittelhandels Spar ist. Wir sind in 6 Ländern tätig, in Österreich, in Tschechien, in Ungarn, in Italien, in Slowenien und in Kroatien. In
In all diesen Ländern waren wir natürlich in gewissermaßen betroffen von Covid-19, aber wir sind auch sehr froh, dass die erste Welle sozusagen vorüber ist und wir jetzt richtig in unseren Betrieb hineinstarten können. Mit unseren 29 Shoppingcentern und über 1800 Handelspartnern und Gastronomiepartnern sind wir wahrscheinlich einer der wichtigsten europäischen Spieler im Shoppingcenter-Bereich. Wir hatten letztes Jahr einen Bruttoverkaufsumsatz von 2,8 Milliarden Euro in unseren Centern und die Mietfläche ist knapp 800.000 Quadratmeter, die wir an unsere Shoppartner verpachten. Wir hatten 112 Millionen Besucher in unseren Shoppingcentern. Auch in Slowenien haben wir etwas mehr als 500 Millionen Euro Umsatz in unseren Shoppingcentern gemacht. Also wir sind ein wichtiger Partner und im letzten Jahr sind wir auch in Slowenien um 11% gewachsen, was die Umsätze in unseren Shoppingcentern betrifft. Wir sind als SCS oder die Vorläuferorganisation seit 1997 im Land und im Jahr 1999 haben wir uns das erste Mal damit auseinandergesetzt, oder unsere Schwester die Spar, um genauer zu sein, mit diesem Standort. Im Jahr 2003 ist es uns gelungen, die Grundstücke hier im Wesentlichen zu erwerben, hat noch einige Arrondierungen später gegeben. Und dann hat wir, wie Herr Kugel schon sagte, ein langer Weg begonnen, den wir heute sozusagen mit einer Eröffnung abschließen dürfen. Wir haben im Jahr 2016 die rechtskräftige Baugenehmigung erreicht und haben hier im Sommer 2017 begonnen zu bauen. Mit all den Imponderabilien, wenn Sie eine so große Baustelle machen, haben wir es praktisch im März geschafft, fertigzustellen. Dass wir dann nicht eröffnen konnten, war natürlich schade, aber jetzt ist es soweit. Wir haben 150 Millionen Euro hier investiert und davon sind 120 Millionen Euro in die slowenische Wirtschaft geflossen. Das ist ein Investment, wie es zurzeit kein zweites im Shopping-Center-Bereich in Europa gegeben hat. Wir haben also hier wirklich ein ganz besonderes Schmuckstück geschaffen und ich freue mich, dass wir hier auch fast unfallfrei die gesamte Baustelle abwickeln konnten. Das ist sicher eines der größten Immobilienprojekte, aber vielleicht wird uns der Herr Bürgermeister noch etwas sagen, ob es noch größere Themen gegeben hat. Was ist die Zielsetzung von unseren Shoppingcentern? Generell wollen wir natürlich zeitlose, moderne Architektur schaffen, urbane Marktplätze, Treffpunkte, vielfältige Gastronomie. Wir wollen Multifunktionalität schaffen. All das ist hier geschehen. Dieses Shoppingcenter ist wirklich ein Neuanfang auch in unserer Branche. Etwas ganz Neues, wo wir eigentlich Urbanität im Haus, hochwertige Arhitektur. Zelo pomembno je, da se ta objekt vklopi v regijo, da se objekt prilagodi okolici in to storili. Ta mestni start sedaj pridobiva nov center. Tukaj je manjkalo tako središče, manjkalo je priložnosti, da v kavarno, da greste na sprehod, da uživate prosti čas in nakupujete hkrati. In mesto Ljubljana postavilo nek znak leta, da je dostopno, prijetno priti sem. Torej imamo 12 kulinaričnih podjetij, ki ponujajo različno hrano, vodijo pa jih predvsem in ta podjetja tudi zastopajo vašega področja kulinarike. Naš never be boring, nikoli ne bodimo dolgočasni in nam je res delo, mislim, da je ta umna in da nikakor ni dolgočasna. Mislim,
tukaj lahko sodelujemo in mislim, da je tudi našemu managementu uspelo, da je tukaj res ličen prostor, ki hkrati nudi tudi obilo zabave. Zelo pomembno se nam zdi tudi in sicer bi imeli možnost večjo na tem zemljišču, vendar se odločili, da bomo pustili koliko prostora pred samo morda ste to opazili in tukaj želeli da želimo tudi neke javne površine v tem predelu mesta. Zelo pomembno delo, da v mestu arhitektura tako pomembna, kot je to v Ljubljani, da imamo neko postavbo, neko ikoničnost, ki bo nekakšen simbol in ta res duje marsikaj simbolni pomen in predstavlja analogijo k razumevanju Ljubljana kot mesta. Ko ili po središču tri mosti, kot tromost v Ljubljani, torej imamo arhitekturno tradicijo tega mesta, sodelovali s tem arhitektom Florianom iz ATP iz Innsbrucka, da je te elemente prenesel to stavbo. Pa še nekaj ste verjetno opazili, ko ste prišli, to je fasada, ki je zbudila pozornost že med samo gradnjo, kajti ta fasada je nekaj čisto posebnega in in ti paneli res na luz. Zmaj pa je, kot vemo, heraldična žival Ljubljane. In lahko povem, da kadar govorimo o Avstriji, o zmaju, se vedno na Ljubljano, ki ima ta v grbu in vključili tudi v jeklenih panelov, so pripravili v različnih potizmih, treh barvnih tonih in zato glede na to, kakšno je vreme, kakšno so in tako je videti drugačno. Ko topleje in deluje nekoliko bolj rdeč, ko pa je bolj hlaje, to je nekaj edinstvenega, zato mislim, da nam je uspelo prenesti zgodovino mesta in zgodovino arhitekture v Ljubljani v to stavbo. Vedno zadevamo, da bi naša nakupovalna središča postala in da bomo postali del mestne četrti, del celotnega mesta, del celotne mislim, da sta pritegnila tudi marsikaterega avstrijskega mesta in ko se bodo meje odprle še z našo, bodo Avstrijci seveda tudi radi spet prišli v Slovenijo. Mislim, da maske ne bodo več dobro, da ljudje potrudijo, da se zmejajo na tem središču. Viele andere Features darauf zelenje, tla iz naravnega kamna. To bo pokazal gospod Pugalj, ampak že sedaj bi vas raz na to upozoril, da opazujete, da odprtih oči hodite skozi to središče.
Še nekaj številk o samih dimenzijah. Tukaj imamo 12.000 ton jekla, ki smo ga vgradili v to stavbo. Recimo Eiffelov stolp ima 10.000 ton jekla, torej tukaj pa je 12.000 ton jekla. 80% vseh investicij pa je šlo v slovenska podjetja, torej mi smo tudi slovensko podjetje, mi tukaj investiramo, mi smo prepleteni tukaj s temi 80% lastnikov trgovin, ki so Slovenci, to so manjša in srednje velika podjetja, 100% so Slovenci tudi ponudniki gastronomske ponudbe, torej mi nismo podjetje, ki črpa denar iz Slovenije v tujino. Ne, mi smo podjetje, ki investira v lokalno gospodarstvo in ga krepi. In s tem smo tudi bolj povezani med seboj. Če je neka dežela povezana s Slovenijo, potem lahko rečemo, da je to seveda tudi Avstrija. Mi smo avstrijsko podjetje, mi smo evropsko podjetje, mi smo pa tudi slovensko podjetje. In na tem mestu bi se rad zahvalil najprej gospodu županu kot predstavniku mesta, ki nam je konec koncev pomagalo, da smo lahko to izvedli. So pa administrativni organi mesta včasih tudi zastavili to ali ono oviro na tej poti, ampak seveda moramo to vse skupaj prebroditi in zato se na koncu zahvaljujem, da smo dosegli ta čudovit rezultat. Zahvaljujem se tudi gospodu Voglju, ki se je lotil tega projekta, ki je bil eden izmed najbolj zahtevnih projektov v našem celotnem podjetju. Torej, tukaj je bilo zelo kompleksno, teh 150 milijonov smo investirali in res lahko bi rekel, da to se sedaj kar blešči, če si pogledamo fasado. Torej, res najlepša hvala za vse to delo, hvala tudi vašim sodelavcem, hvala arhitektom, hvala vsem dobaviteljem in arhitektom, torej vsem, ki so to analizirali, ki so to nadzirali, da je stavba postala tako lepa. In najlepša hvala tudi vam, novinarke in novinarji, da ste danes prišli na to konferenco, da se lahko tukaj držimo vseh predpisov o higieni, da nam tudi ni vroče, da imamo svež zrak, hkrati pa imamo tudi mir. Torej res hvala, da ste prišli, da se lahko pogovorimo. Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo še gospodu Zoru Jankoviču, županu Mestne občine Ljubljana. Lepo prosim. Dober dan, želim. Jaz se najprej zelo vesel, da se je SES odločil, da bo postavil svoj najlepši center prav v Ljubljani. In drugič, iskrene čestitke in gospodu Vilju in gospodu Voglju na svoji ustrajnosti in na pogumu. Ta projekt ima dolgo brado, začetek pred več kot 20 leti in zato, da se ni začel takrat graditi, tudi da so krivi. V drugih funkcij, ki je bila, sami veste, ki je. No, potem, ko se pogovarjali, smo imeli novinarsko konferenco na Ljubljanskem gradu, ko je bil pred več kot 10 leti predstavljen projekt, ni bil sicer tak kot sedaj, ne? In napovedano začetek gradnje. Pa je pa šla kriza. In zdaj v času pa največje krize, ki se je zgodila, je ta lep dogodek otvoritev centra v času korona krize, kar mene navdaja z optimizmom in pa s tem, da verjamemo to, da se bo življenje vrnijo v stare tirnice, ki se bomo lahko družili, rokovali, tudi objemali in ne bo več teh zadržkov, ki so asocialni. Dejstvo je, da ta center ima izjemno lokacijo. Gospod Vilt, gospod Vogel sta povedala tehnične podatke,
Dejstvo je, da so v fasado, da so v tlake ugradili simbole Ljubljane, na kar sem posebej ponosen. In dejstvo je, da tu proti podzadnjem centru nastaja še novo stanovanjsko naselje, Grdjoga Slovaki, se pravi, da imamo izjemno evropsko strukturo na tej lokaciji in čez železnico, čez obvoznico bomo dobili še eno novo naselje, kar pomeni, da bo na tej lokaciji približno 3000 do 4000 novih prebivalcev. Govorim v zelo oskem krogu. Vi si boste center ogledali, jaz ne grem iz tega samega razloga, ker maske še nisem dal gor, in tudi ne hodim v trgovine, tako da takoj povem, ne, čakam, da bomo šli lahko normalno, ne, v objekte. Ljubljana v bistvu ves čas te krize je ravnalo odgovorno, hvala našim prebivalcem, prebivalkam. Poslušali smo navodila, ki so bila dana in tudi Ljubljana je opravljala svoje funkcije v vsem tistem obsegu, ki so bile dane. Od smeti, od vode, od kanalizacije, od ogrevanja, nič ni stalo. Stal je promet, ki smo ga zdaj začeli uvajati, ampak tako uvajanje je bolj zakazanje naših avtobusov kot res za prevoz. Začeli so vrtci, v včerajšnji podatek v ljubljanskih vrtcih je bilo nekaj pod 60 otrok v vrtcih od vseh vključenih v sezoni, ki mineva, in začela delovati prva triada v šolah. Imeli smo včeraj v prvi triadi 94% vseh otrok s prve triade. Želja staršev, želja otrok, želja učiteljev v Ljubljani je, da začnemo normalno funkcionirati. Čakali bomo dr. Kreka in njegove sodelavce, da povejo, ali lahko še s 1. junom priključijo vse razrede. In še enkrat zagotavljam, da spoštujemo vsa priporočila in navodila, ampak noben otrok, kateri starši potrebujejo, da pride v vrtec, ne bo stal pred vrtcem. Še enkrat, gospod Pugel, čestitam. Mislim, da to imeli drugače pripravljeno, to otvorito, pa jaz v konferenco, ampak bom rekel, ker gospoda Bila poznam, je tudi ta današnji dogodek lep, pa venem je tudi malo bolj skromen, tako da je racionalen ta dogodek, ampak jaz sem prepričan, da se bo kaj še do novega leta tu v Aleji dogodilo, takrat, ko bo vse odprto, vse sproščeno, in če me nekaj vpraša, Ljubljana je res najlepše mesto na svetu, ampak brez ljudi na ulicah, brez ljudi, ki se družijo, hodijo, ta arhitektura, ta lepota je pomno vredna. Najvrednejše so ljudje na ulicah, tako naši meščani Vešake kot naši obiskovalci. In da zaključim s tem, da sem trdno prepričan, da bo v naslednjih 10 dneh odprt ta koridor, ki gre z Nemčije, Avstrije, Slovenijo do Hrvaške. Mislim, da se lahko pohvalim, da vsi imamo izjemne rezultate na tem področju epidemije, da Slovenija bila prva država, ki je ukinila epidemijo, in tudi nam je to velik plus, kot veste, kandidiramo za zaključek košarkaške Evrolige v Ljubljani, da smo 3 mesta v finalu Kaunas, Beograd, Ljubljana, ampak za nas je dostop najlažji, smo ukinili epidemijo, imamo izjemne športne dvorane, izjemne hotele. In kot vidite, poudarim samo še eno stvar, to pa rekel gospod Bil, da je avstrijsko podjetje, ampak da so razumeli, da je treba tam, kamor pridejo, vključiti ne samo zaposlene, ampak tudi dobavitelje, izvajalce del, in to, da je bilo tu 80% domačih izvajalcev, samo za pohvaliti. Želim vam dobro poslovanje, kajti dobro poslovanje bo prineslo in potrdilo vaše ambicije, da še kaj zgradite. Ampak to pa ne vsade za drugo leto, tako da kaj rekel. Dobro delo in pa vsega možno.